Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar nedeljske dirke za veliko nagrado Nizozemske. Poglejmo si skupaj, kaj vse se je zanimivega zgodilo. Kot običajno bo tudi tokrat naš komentar razdeljen na dva glavna dela, kjer se bomo najprej ustavili pri vseh tistih zanimivih točkah, zanimivih iztočnicah, ki nam jih je dala sama dirka. Nato v nadaljevanju bomo pa še nekaj minut posvetili napovedim strategij in seveda rezultate bomo primerjali s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A začnimo samo dirko, kjer smo seveda videli fantastično zmago Oskarja Piastrija. Morda se komu ni zdela zanimiva, ker v resnici je Piastri celo dirko samo nadziral svoje nasprotnike. Ampak treba je poudariti nekaj. Oskar Piastri je dosegel tako imenovani Grand Slam oziroma Grand Chelem, torej bil je najboljši na kvalifikacijah. Dirko je vodil od začetka do konca in je dosegel tudi najhitrejši krog. Seveda kot četrta točka je pa treba omeniti, da je na koncu dirko tudi zmagal. In to pomeni, da je pravzaprav avstralski voznik podredil vso ostalo konkurenco. Niti njegov moštveni kolega Lando Norris mu ni mogel priti dovolj blizu, da bi ga lahko vsaj skušal konkretno napasti. Ampak Lando Norris že na samem štartu je imel težave z Maxom Verstappenom, ki ga je seveda z mehkejšo mešanico pnevmatik z lahkoto prehitel v prvem delu dirke. Nato se vsi skupaj spomnimo, kako se je ulovil na tretjem ovinku, res fantastična mojstrovina obvladovanja samega bolida, ampak nato v nadaljevanju njegova pnevmatika soft je začela izgubljati tisto hitrost v primerjavi z medium, kar je logično. In Max je zdrsnil mesto nazaj. Treba je omeniti, da so tokrat, kar se tiče strategij, bili bolj pomembni varnostni avtomobili, a o tem se bomo pogovarjali malce bolj obsežno na koncu. Videli bomo sicer zanimive rešitve, ampak tu smo seveda opazili, da na progi, kot je ta v Zandvoortu, vsaka najmanjša malenkost pomeni prekinitev. Varnostni ali pa virtualni varnostni avtomobil, kjer bi lahko razpravljali o tem, ali se sploh na takšnih lokacijah lahko prireja dirko svetovnega prvenstva Formule 1. Tradicionalisti, puristi, med katere se prištevam tudi sam, bomo dejali, seveda mora se prirejati dirko na takšnih lokacijah. Drugi, ki imajo raje manj prekinitev, bodo dejali, morda pa tudi ne. Ampak treba je poudariti, da v finalnem delu dirke je imel Lando Norris tehnične težave. Na njegovem pogonu, kot izgleda, je prišlo do neke okvare, ki ga je prisilila k odstopu. Čeprav ne vemo, kaj naj bi točno šlo narobe, ugotovili bomo seveda skupaj na veliki nagradi Italije, ko bomo videli, katere elemente so zamenjali v njegovem pogonskem sklopu. Sam menim, da je bila težava na turbokompresorju. Namreč samo tako bi razložil tisti dim, ki je lahko, in ponavljam lahko, posledica tega, da je olje začelo puščati pri turbini v izpušno cev.
Morda se motim, morda je šel motor z notranjim izgorevanjem, ampak običajno v takšnih primerih vidimo bistveno več dima, ko prebije olje v same komore, kjer seveda pride do eksplozije. A pustimo sedaj to. Lando Norris je seveda izgubil tisti svoj zalet, tisti svoj elan in je sedaj 34 točk za Oskarjem Piastrijem, ki je lahko še bolj miren, še lahko bolj hladnokrven, ki lahko še bolj nekako nadzoruje vso situacijo. Sedaj si lahko tudi on privošči v navednicah odstop, ker seveda ne bo izgubil vodstva v skupni razvrstitvi, kar je velika prednost imeti nekako popravni izpit v rokavu, ukolikor se karkoli zgodi. In to seveda v nadaljevanju sezone zna biti še kako pomembno. Max Verstappen je seveda dirko končal na drugem mestu, kar je zopet pokazatelj, kako zna kljub inferiornemu bolidu maksimizirati rezultat. Dosega točke, ki so izjemno pomembne. Na tretjem mestu Izak Hadjar. Upravičeno voznik dneva Hadjar je presenetil že na kvalifikacijah, ko je bil četrti. Na dirki, moramo biti iskreni, ga malodane nismo videli. Bil je tam na četrtem mestu, nihče ga ni bil sposoben ogrožati, kajti znal se je pravilno postaviti, ampak na koncu po odstopu Landa Norrisa je prišel še stopničko više in tako upravičeno zasedel mesto na zmagovalnem odru. Glede odločitve, da je on voznik dneva, mislim, da ne bomo izgubljali besed, mislim, da se vsi strinjamo, da je bil tokrat ta naslov podeljen pravi osebi. Na to ne smemo mimo samega Rusella, ki je bil udeležen v tisti spopad z samim Charlesom Leclercem, o tem nekoliko kasneje, in ne smemo mimo tistega, kar so pokazali pri ekipi Haas. Ne samo z Olijem Bermanom, ampak tudi z Estebanom Oconom. Kot bomo videli v nadaljevanju, so bili izjemno drzni pri strategijah, ubrali so svojo pot, ki se je izkazala kot pravilna, in oba Haasa, ki na kvalifikacijah zagotovo nista blestela, sta prišla do točk. Konec koncev ne smemo mimo niti dobre dirke Alexa Albona, kar pomeni nove točke za Williams, ki si jih zasluži, ampak lahko bi se začeli spraševati, kaj bi bilo, če bi pravzaprav bili komisarji na dirki za veliko nagrado Nizozemske bolj konsistentni. In sedaj se bomo spustili na področje, ki je lahko kontroverzno, ki je izzvalo v našem srečanju v živo že manjše polemike, ampak skušali bomo biti čim bolj objektivni. Namreč komisarji na veliki nagradi Nizozemske so pokazali, vsaj po mojem skromnem videnju, da tej nalogi niso bili kos. In seveda to v več primerih, ne samo enem. In prva zgodba, pri kateri se moramo ustaviti, je tista, ki je Carlosa Sainza mlajšega kaznovala z 10 sekundami pribitka. Namreč v prvem ovinku, v ovinku Tarzan, je Sainz skušal po zunanji strani prehiteti Liama Lawsona. Ovinek Tarzan, prvi ovinek na progi v Zandvoortu, je specifičen. Tam se lahko ubere različne linije, ki so na koncu približno enako hitre. Tako da prehitevanje po zunanji strani ni tako drzno, kot na primer v kakšnem drugem, imenujemo ga malce bolj navadnem ovinku. In treba je poudariti, da je prišlo do trka med Lawsonom in Sainzem, ker sta oba prebila pnevmatike, ampak kaznovanje je bil Sainz zaradi tega, ker je po mnenju samih komisarjev on povzročil nesrečo.
Po mojem osebnem videnju bi lahko tu dejali, da je šlo za tipično dirkaško nesrečo, tipičen dirkaški incident, kjer bi težko pokazali s prstom prav na nekoga. Ampak izbrali so si kaznovati tistega, ki je bil na zunanji strani, ki verjetno po pravilih prehitevanja bi moral biti malce bolj spredaj in seveda slepo sledili tistemu, kar piše v samih navodilih. Kar tudi ni napačno konec koncev, ampak človek bi pričakoval, da bi potem takšne standarde imeli tudi naprej. In seveda sedaj prihajamo do tiste točke, ki je rahlo sporna, namreč tudi v incidentu med Andrejo Kimijem Antonellijem in Charlesom Leclercem so se nekako poslužili tega, da so kaznovali enega izmed obeh voznikov, tokrat Andrejo Kimija Antonellija, ampak ta je bil na notranji strani tretjega ovinka Hugenholtz in v samem vrhuncu, kot vidimo na fotografiji, je bil vštric z Leclercem, torej je imel tudi on pravico izbora linije. Če pogledamo v nadaljevanju, bomo videli, da je Andrea Kimi Antonelli, kot poročajo razni članki in seveda tudi poročilo, lahko res izgubil oprijem na prednji osi in je torej šel naravnost. Ampak na ovinku nad njim je bil Charles Leclerc, ki je linijo zapiral navzdol, torej v danem trenutku, ko je prišlo do trka, v bistvu je smer spreminjal Leclerc in ne Antonelli, ki je bil trenutno brez volana. In seveda treba je poudariti, da je bilo dovolj prostora za oba in da bi težko dejali, da je kdorkoli nasprotnika izrival. Ampak prišlo je do trka, ki je pomenil seveda ponoven postanek za Antonellija in odstop za Leclerca, kjer je Antonelli dobil pribitek 10 sekund. Zanimivo je prvič to, da je bilo poročilo o sami nesreči spisano mnogo ur po koncu dirke. In to si velja zapomniti. Namreč tudi v tistem začasnem, neuradnem vrstnem redu, ki ga objavijo takoj po dirki, je bila kazen upoštevana, ampak po odločitvi komisarjev kot pribitek 5 sekund zopet Antonelliju, zaradi tega, ker je bil 0,3 kilometra na uro čez tisto omejitev, ki velja v boksih. Nič spornega, če je šel čez mejo, mora biti kaznovan in pika. Andrea Kimi Antonelli je športno priznal svojo napako in seveda Charles Leclerc je dejal, da je Antonelli bil preveč drzen. In Antonelli je na to izjavil nekaj, kar mene osebno boli. Namreč mladi Italijan je dejal, da od sedaj bo pri prehitevanju dvakrat premislil, preden se bo pognal v določeno situacijo. Kar pomeni, da se bo izogibal prehitevanja, kar je pa nekaj, kar škodi Formuli 1. Ampak tu je treba poudariti, da je bil Charles Leclerc malce pred tem udeležen tudi v drugem spopadu, in to z Georgeom Russellom. In tudi o tem incidentu so komisarji razpravljali dolgo po končani dirki. In napisali so sporočilo, ki je pravzaprav sramotno. Seveda verjamem, da so profesionalci, da vedo, kaj počnejo, ampak v tistem poročilu so enostavno mešali jabolka in hruške. Namreč lahko bi tu odprli dve ločeni preiskavi. Prva bi lahko ugotavljala, ali je Leclerc zapustil progo ali ne, ko je prehiteval Georgea Russella, in druga bi se morala lotiti
morebitnega izrivanja iz proge, zaradi katerega je bil Mercedes Georgea Russella poškodovan, tako hudo poškodovan, da je po določenih kriterijih nekako izgubljal celo pol sekunde na krog. Ampak zadevo so nekako dali skupaj v, recimo temu, en lonec in ugotovili, ker ni bilo očitnih dokazov, da je Charles Leclerc zapustil progo, in hočem poudariti, da ni bilo očitnih dokazov, je seveda bilo to dirkaški incident, brez nadaljnjih preiskav. Ker se človek začne spraševati, zakaj potem oni kasnejši incident ni bil nekako uporabljen z istimi kriteriji, kjer bi res lahko dobili mnogo prvin, ki kažejo na to, da se nihče izmed obeh vpletenih ni izognil samemu trku. A pustimo sedaj to. Tu je treba poudariti, da je tudi George Russell dejal, kako je bil v tistem trenutku Charles Leclerc malček preveč drzen. Enaka obsodba, kot jo je dal voznik Ferrarija Andrej Kimi Antonelliu, torej Leclerc je lahko malce bolj drzen, Antonelli izgleda, da ne. Verjetno zato, ker je novinec in tu ima lahko vsak svoje mnenje. Ampak nekaj meni pri izjavah Leclerca ni šlo po godu, namreč dejal je, da se je drznil napasti tako Russella, prav zato, ker so z Mercedesom v medsebojnem boju za drugo mesto med konstruktorji, kot da bi pozabil, kdo je moštveni kolega Georgea Russella pri Mercedesu. A z njemu pa ni bilo dovoljeno boriti se za drugo mesto med konstruktorji, kar je privedlo do tiste nesreče kasneje. Vidimo malce dvojna merila, ki so bila upoštevana strani komisarjev in ne voznikov pri razsodbah. Ampak verjamem, da moje mnenje marsikomu izmed vas ni po godu. Rad bi vas usmeril na video, ki so ga objavili na italijanskem verziji spletnega portala motorsport.com, kjer Italijan Franco Nunez odkrito pove, da Charles Leclerc ni bil kaznovan, zato ker je napravil spektakel z tistim prehitevanjem, čeprav je manever imel vse prvine, po katerih bi lahko bil kaznovan, ampak ker bi to povzročilo neke vrste gnev pri publiki, so ga nekako oprostili. In seveda tudi iz zapisanega v poročilu bi lahko marsikdo sklepal kaj podobnega. Ampak pustimo sedaj to. Namreč ni še konec debakla, ki smo ga videli pri komisarjih. Lewis Hamilton je zagotovo razočaral. Namreč končal je svojo dirko z neke vrste začetniško napako tam v tretjem ovinku. O tem ni najmanjšega dvoma. Ampak dobil je 5 kazenskih mest na naslednji dirki veliki nagradi Italije. Zakaj? Ker je po mnenju tistih nekonsistentnih komisarjev spregledal dvojno rumeno zastavo, oziroma tu je treba poudariti, ni je spregledal, temveč je premalo znižal hitrost. Namreč pravila velevajo, da ukolikor je dvojna rumena zastava, morajo vozniki občutno zmanjšati hitrost. In dvojna rumena zastava je bila pokazana v izhodnem krogu, torej ko vozniki zapustijo bokse in gredo na štartni razpored, zaradi karakteristik same proge v Zandvoortu, da ne bi kateri izmed nastopajočih priletel v one, ki so stali na štartnem razporedu. In vozniki so bili zaradi tega obveščeni in po mnenju komisarjev je Lewis Hamilton premalo znižal hitrost.
namreč po podatkih naj bi jo znižal za 20 km/h. In tu seveda zopet lahko razpravljamo, je kje zapisano, za koliko morajo znižati hitrost vozniki, ko vidijo dvojno rumeno zastavo. Ne, gre za občutek, ki ga lahko imajo komisarji. In zanimivo je, da so ga kaznovali po dirki za nekaj, kar je napravil pred začetkom same dirke. Torej, zopet konsistentnost. Ampak ni še konec. Dobil je 5 kazenskih mest, čeprav bi jih moral po pravilih dobiti 10. Ampak so ga pomilostili, ker je res malce zmanjšal hitrost, ko je videl zastave. Torej, kaznovan je bil zato, ker ni dovolj znižal hitrosti, ampak ker jo je malo, je dobil 50% popust. Sam tu vidim, da pravzaprav niso vedeli dobro, kaj počno. Nekaj so morali narediti, ampak na koncu so napravili več škode kot koristi. To ne izbriše dejstva, da Lewis Hamilton, po mojem mnenju z njegovimi izkušnjami, takšne napake ne bi smel napraviti. A kar se tiče kontroverznih odločitev komisarjev tu na tej dirki, menim, da je bilo dovolj. Verjamem, da navijačem Scuderie Ferrari po eni strani niso bile všeč odločitve, po drugi pa ja, ampak objektivno gledano, tisti, ki so odločali, niso se držali svojih lastnih smernic. Od primera do primera so se odločali drugače. Že na samem začetku našega javljanja v živo pred samo dirko sem povedal, da pri napovedi, ki sem jo napravil sam, in tistemu, kar so objavili pri Pirelliju, je bilo kar nekaj sinergij. 2 strategiji od 3 sta bili identični, ampak tu je treba poudariti nekaj, da zaradi mnogih varnostnih avtomobilov smo lahko videli, da so vsi tisti izračuni praktično šli v koš. Vozniki so se ustavljali takrat, ko je bil varnostni avtomobil na progi in je tako nekako znižal teoretično oni zaostanek, ki bi si ga pridelali. In tu je treba poudariti, da prav pri ekipi Haas z strategijo začeti na pneumatiki hard in nadaljevati medium z elim ostankom so v bistvu napravili tisto nekaj več, tisto, kar mi navdušenci pričakujemo. Ampak, kot sem že povedal, tudi če na dirki strategije niso več držale tiste, ki so jih izračunali pri ekipah, smo tudi tokrat videli, da mi od doma lahko pridemo dokaj blizu onemu, kar je recimo temu skorajda realno stanje na progi. Ampak tudi danes za ta naš komentar bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.